En prisrčen pozdrav. Danes je povolilni ponedeljek. Ste videli, kako sem jo zjebal? Mislim, ukrutil sem jo. Njeo. Tole podivjana kobila. Metafora je to, zaradi katere sem jaz dobil policijo, pa pol v novomeško postojanko Levice sem mogel jeti, sodstvo. Tadeja Oblak. Urška Klakočar Zupančič se je umaknila. Jaz dvomim, če je to njena odločitev, če je to resnično res, ker to v navalu čustev ona dela. Na valu besa, ko ni bila zvoljena, je pač odstopila. Ne? V resnici meni odstopila, umakla se z politike. V resnici ne vem, če bo to držalo, ker se premisle. Poznam take, ko se to premislujejo v mahu, se premisli. Ampak vendarle, jaz dobivam neke čestitke, češ, lej, kako si pa ti subtilno nadmudril. Ona je sam sebe obesila za jajčnike, jaz sem pa tam tihi plan imel. Jaz sem imel še en drugi plan. Jaz sem namreč v tej knjigi hotel dati naslov Razočarana Urška pri seksologu. Lejte, in nogice, pa štikli, pa tle vzad tudi. Tolo knjigo bom jaz jutri, torek 24. na 369 Place, Breg 12 v Ljubljani, promoviral, predstavil bom. Danica Lovenjak bo moderirala ta pogovor. Pridite, brezplačno je to. Tudi to predstavo, sicer jo bom imel v Odiseji 9. aprila, pridite, enih 500 ljudi moram not spraviti, da bo dvorana razprodana. Tudi tej predstavi sem mislil dati ime Razočarana Urška pri seksologu, ampak nisem pretiraval, no, da ne bo kap zadela, že tako je čisto obupana. Ampak na subtilni način sem pa pomagal jo pripeljati do tega, da je obupala, ker volilno telo, tisto, ki jo naj bi volilo, je spoznalo, da ta tako premaknjena ženska pač ne more ne biti v politiki, kaj šele voditi državni zbor. Tale video snemam zato, ker sem bil povabljen, oziroma Aljuš je rekel, če bi skozi psihoanalizo obdelal te volitve, pa sem rekel, kaj bom jaz težil s to psihoanalizo, ki je kvantna, to me je težko razumeti, pa še ne znam se tako brzdati in če po televiziji kaj povem, imam že marico ali pa modro kuverto. Faktor bo jutri, bosta dva druga politična analitika imela. Faktor se je ponovno vzpostavil, ker Urška ga je nekako ohromila, ga naredila tako rekoč prepovedanega na krilih Akosa. Ampak mogoče bom pa v Faktorju še kaj nastopal. Vsekakor bi pa tisto, kar sem se pa že malo pripravljal, da bi povedal v Faktorju, sem si tlele malo skiciral, kaj je treba vse povedati. Ker težko je kar govoriti, ne vem, 20 minut, pol ure ali pa 1 uro, brez da bi me nekdo spraševal. Ker res ne vem, kaj je za nekoga zanimivo. Vsekakor se politika ali pa volitve, tudi te naše, zdajšnje parlamentarne, vidijo čisto drugače, če se pač motri ta enigma, ta fenomen volivcev svobodne volje skozi psihoanalizo. Namreč človek nima svobodne volje. Zdaj, to so tudi kognitivni znanstveniki dokazovali in dokazali. Naše nezavedno sprejme odločitev še preden zavest ve, da bo odločitev sprejela. Se sprejme odločitev že v nezavednem. Tudi tale moj magisterij, prvi, v bistvu je bil skoraj že drugi, ker sem te prvi že v Zagrebu iz psihosomatike, tako rekoč magistriral, pa sem pa iz motivacije še enkrat na Filofaksu, sicer uradno tam na fakulteti za šport, ampak neuradno je bila pa tam psihologija tista, preko katere sem jaz tam se bockal s ego psihologi in razlagal, da je motivacija nezavedna, predvsem nezavedna, ne pa zavestna. In to srečo sem imel, da je Ludvik Horvat meni rekel, ja, skozi psihoanalizo je pa res vse vezano na nezavedno. Torej, mi počnemo stvari in tudi na volitvah se odločamo po diktatu našega nezavednega.
Nezavedni procesi so ključni, da se mi do enega kandidata tako opredelimo, do drugega sovražno. Za en program ga vidimo na en način dober, drug program pa na drug način slab. To vse upravi naše nezavedno. Potem so pa tukaj racionalizacije, intelektualizacije oziroma 50 obrambnih mehanizmov imamo, ki nam služijo, da sami sebe prelisičimo, da se ukanemo, da zmaga naše nezavedno. Zavest pa misli, kako smo se za enega kandidata svobodno odločili. Ne, odločilo se je naše nezavedno. Ker človek je v resnici subjekt, zmanipuliranje, ima neke racionalizacije. Subjekt je tako rekoč po definiciji suženj, dvojni suženj. Ne ve, kaj nezavedno misli, v tem ožjem smislu, kaj misli, potem pa mislenje je pa še na nezavedni ravni pa simbolno. To je ta kvantna psihoanaliza. Realno je simbolno, je rekel Lacan. Tisto, kar resnično šteje, oziroma primarni proces, poteka na nezavedni ravni in tudi na simbolni ravni. Mi bi morali to našo budnost v resnici prebrati tako kot sanje. Dešifrirati bi morali, kaj se z nami dogaja v neki dnevni rutini ali pa na volitvah, ko se odločimo, da bomo volili neko politično opcijo ali pa nek program. Naše nezavedno, naša čustva, če sem bolj laično izrazim, so tista, ki volijo. V ozadju teh čustev je še kopico enih procesov. Ključni je transferni odnos z nekim politikom. Levičarji pozitivno čustvujejo svojimi, najbolj s Kučanom, se pravi, ko Kučan reče, kdo bo na volitvah zmagal, potem tisti zmaga. Ker tako rekoč 3/4 volilnega telesa je levega. Levega zato, ker ti na desni, sorry, da je zdaj pa tale Janez Janša poglavar desnice, ti na desni tako rekoč lomijo identitetno hrbtenico 3/4 naroda, ki pozitivno čustvuje s tekovinami revolucije, ki so se zgodile po NOB, pozitivni odnos do partizanstva. Tam desna scena je pa obsedena z domobranci, pa kako so bili dobri. Partizani pa slabi, pa povojni poboji. Zelo kratkem predavam tudi Slovenski vojski in pa par teh stvari povedal, kaj vse sodi v paket vojne. Povojni poboji zagotovo, pa posiljevanje žensk tudi. Če imam jutri predstavitev te knjige v Ljubljani, imam pa v petek Slovenski vojski predavam. Par stvari skozi psihoanalizo tudi njim razložil, da bojo vedeli, od kje, zakaj, kako. Skratka, obrambni mehanizmi nam prikrojijo katerokoli resnico si želimo. Resnica je bolj ali manj seksualna v tem najširšem smislu. V ozadju je vselej oče pa mama, se pravi, mama je simbol države, desnica tam mrgoli teh patriotov, ki so patološko obsedeni z državo, bojijo se tujcev, so ksenofobi ali pa patološki domoljubi, tudi nacionalisti, zato en Jelinčič je gravitiral na desno v resnici, kljub temu, da je bil za partizane. Tudi tale Zoran Stevanovič, ki je klon med Jelinčičem in Šiškom in še troho dal zraven. Tok je, rekel, čuden ta tip. In tisti, ko ga bo sprejel v sodelovanje, ta je na jebu. Ta Stevanovič ima desne prebliske, zelo desne, kljub temu, da mu ne bi mogli reči, da je nacionalist, ker je pač srbsko konotacijo ima, kar recimo mene nič ne moti, pa ta njegov ič, pa to njegova proruskost, ampak model, bi rekla Nika Kovač, kot je Petru Mršetu rekla. Ta model je malo premaknjen, tisti, ki ga poznate tam v Kranjskem bazenu, ali pa Kranjski občinski svet, Stevanovič ni diht. To, kar je naredil s tisto Celovško, ko je 10.000 ovc pripeljal na cesto, to je obsojanja vredno, to naredi samo psihopat. Sorry. Normalen človek je nosil maske, je čakal, kdaj bo korona kriza minila, se držal ukrepov, se cepil.
Ne, je bil ubogljiv, pa jaz recimo nisem ubogljiv, ampak tam sem se pa držal nekih ukrepov. A ta model, ta je pa 10.000 ovc, ne, se pravi tistih butlov, ki je na Celovško pripeljal. Volilno telo, to je ena butasta gmota ljudi, niso zdaj čisto vsi, enih 80% ljudi je pa butastih, ne. So pa obvladljivi, zmanipulirani, obvladuje jih nevednost. Hitler je zmagal, koliko 80% Nemcev ga je volil, Hitler, ne, pa je bil full bad guy, psihopatsko strukturiran. Ne, zato pravim, da v politični analitiki bi se mi, politični analitiki, pa jaz se nimam za političnega analitika, ampak lahko pa razvežem jezik na to temo, tako kot Žižek. Žižek pa Mesec sta to kot temo brcala na zadnjič, tam kje so Kino Šiška, joj, sem se kar smejal. Oba dva sta bila, afne guncala, no, mislim, nič nista povedala, govorila sta pa 2 ure, pa nič povedala. Pa se pa še Žižek norca dela iz brk od Mesca. Mu niso nič pomagali, ne, pa kom je kaj v tisti parlament prilezel. Skratka, ljudje so butast in so na račun svoje nevednosti zmanipulirani in mi bi se morali v politični analitiki ukvarjati z glupostjo volilnega telesa, ne pa slabimi programi. Recimo tega Prebiliča, ki se ga tako rekoč obsoja, da je imel slab odziv na Šutarjev, eksces Šutarjev zakon oziroma na tisto smrt Acota. Ne, on se je tam normalno obnašal. No, on ni izkoriščal gluposti volilnega telesa, on jih ni hotel zmanipulirati in pritegniti z nekimi marketinškimi forami, triki na svojo stran, to je volina enega normalnega človeka. Dobiva pa 3%. Tale Prebilič. Zdaj bo šel pa gor nazaj v Evropski parlament, ne vem, kaj bo lahko tale Klemen Grošelj, tale Litjan, meni ful se mi v redu zdi. Ne vem, zakaj ga je Golob tam dal na 10. mesto na teh evropskih volitvah. Lahko, da bo to furil, ali pa mislim, da bo vse skupaj hudič vzel, oziroma propala zgodba je Prebiličeva. Ampak on je dober kandidat bil, dober kandidat in dober človek in dober bi bil tudi dober politik. Normalen politik nima nekih psihopatskih nagnjenj, tako ki jih imaš še marsikdo. Se pravi, ti ne moš nadmudriti volilnega telesa, ki je glupo, če nisi malo psihopatski. Vse Golob je dobro povedal, ti zdaj, ko bi rekel, prosto po Prešernu, malo moraš lagati, ne smeš vsega povedati. Ne, politiki pač lažejo oziroma všečno govorijo, v resnici pa resnica čist druga, ne, se pa čist drugače iskreno obnašajo. Pred volivci pa treba glumiti. Recimo ta Prebilič pa ni tako glumil, je bil čist normalen. In tudi tale Anže Logar, ki sploh v parlament ni prišel, model. Ta bi bil tudi dober, ne? Čeprav jaz sem rekel, takoj se je odcepil od Janše, da je politično truplo. Politično truplo zato, ker to se ne naredi. Če si ti pravi politik, čakaš na svoj trenutek, to je naredil že Čuš, ne, tam iz Ptuja, pa je zobe pokazal Janši, ja, pa je to odletel kot nov od gat, pa se pa neki slino nazaj, pa tako naprej. Andrej Čuš. Anže Logar je prehiter, ne vem, kak ego mu je zrastel na tistih predsedniških volitvah, to jaz ne vem, ne bi smel tega narediti. In volilno telo, njegov volilni okraj mi je povedal, kako že z neizvolitvijo. Tudi to, da je Eva Irgl to naredila, ne bi smela tega narediti Janši. Tako da ne vem, koliko bojo še dihali teli sami, brez svojega poglavarja, demokrati, lahko da bo ta fenomen Pucko, Ciril Pucko, ki je prestopil, koliko že več 20 let nazaj, da je potem Drnovšek sestavil tisto vlado, fenomen Pucka bo spet aktualen. Zdaj Golob bo zbiral denarce in podkupil z denarjem, ne vem, tudi Janša lahko to rekel, in poslance resnice, te so revni, to so eni uličari, in poslance demokratov lahko zvabi v svojo poslansko skupino in sestavi vlado. To lahko naredi s temi fenomeni Pucko, prebegi poslanskimi,
prestopi, to lahko Golob naredi in lahko naredi Janša. Oba lahko na ta račun sestavita vlado, sicer je pa po mojem videnju, ne da so najboljše predčasne volitve, ker bo ista zgodba po predčasne, še ene volitve, da bi imeli še ene volitve, torej predčasne, po pol leta nove volitve. To ni rešitev, ker bo ista zgodba, 50-50 bo vse skupaj. Razen, če bi en svet modrecev skup stopil pa začel terapirati volilno telo. Narod je treba sterapirati. Sicer je pa v tem trenutku rešitev tehnični mandatar. Zdaj, lahko bi bil večina teh, ki imajo izkušnje, Valjivka ni več, ne. Mislim, tale je že malo star, Peterle, da bi bil tehnični mandatar, namreč nekateri znajo to že voditi. Tehnični mandatar bi lahko Rop bil. Zdaj Alenko Bratušek ne bi dal za tehnično mandatarko, ta bi mogla iti tja, kamor po prisluhih sodi, če je Vesna Vuković kaj prav tole povedala o njej, kam so šli tisti milijoni. Se pravi, Rop, Golobič ima tudi znanja, da bi bil tehnični mandatar, tukaj je seveda Pahor, pa Miro Cerar. Pahor, Miro Cerar, te dva sta, mogoče še najboljši pa Pahor, ker ima največ teh političnih in politoloških izkušenj oziroma videnj. Tudi Lukšič, mogoče Igor Lukšič, ki ni fanatično lev, vse te, ki sem naštel, niso fanatični levičari, ampak imajo srce na levi, ampak v dobro države pa je, da se ta država zapelje v neko blaginjo, če je to sploh mogoče ob tej naftni krizi ali pa vojaški krizi, in ukrajinski, in iraški, iranski, izraelski. V dobro države ne smeš biti janšist oziroma anti-janšist. Janšizem imam jaz za obolelost levičarjev, ko ozrejo Janšo, in to so oboleli. To je janšizem zame, ampak te anti-janšisti, ne moreš ti na anti-janša sentimentu vstopati v politiko, kar sta naredila dva ključna akterja Gibanja Svoboda, predvsem Robert Golob, pa tlele tale Urška Klakočar Zupančič. S takim besom se ne more vladati, ker to škodi narodu, to škodi državi. Ta dva sta si pa duška dajala. Zato sem jaz proti nekim revanšističnim ekscesom. Pa to, kar je delala ta leva vlada, sedanja Gibanja Svoboda z RTV-om, tako se ne dela, da se drugače misleče utiša. Ali pa da se na nas drugače misleče pošilja policija, pa sodstvo. Da meni sod prijateljica od Klakočarke, pa da me tlele Katarina Keček preganja v Trbovskem sodišču z eno Ireno Hribar, ki me videti ne more in meni sodi. Jaz sem pa tole Urško tako, bi rekel, sfintiral, da je sama sebe za jajčnike obesila. To je modrost oziroma prefinjena taktika, če hočeš nekomu nekaj vrniti. Ampak vrne se nekomu, ki je kriv za nekaj. Recimo jaz pa ne morem biti kriv zaradi ostrega jezika. In to ostrega jezika, ki je namenjen politikom, pa javnim osebam, ki morajo imeti debelejšo kožo, a jaz pa dobim potem policijo, pa da se me preganja s sodstvom. In da sodstvo asistira, da so te dve sodnici, Tadeja Oblak pa Irena Hribar, vnaprej bile odločene, da bom jaz visel za jajca obešen, ker sem antifeminist. Ampak zdaj, če je pa Urška feministka, potem pa tudi jaz ne rabim biti antifeminist, ker če bojo ženske take, kot je ona, mislim pa na to njeno hiperseksualnost, potem ne rabim biti antifeminist. Zato, ker temelj feminizma je antifeminizem. Temelj feminizma in temelj antifeminizma je odnos žensk do seksualnosti. In ženske, ki brez organa živeti ne morejo biti feministke. In potem mene Irena Hribar oziroma njen odvetnik vpraša, če je Katarina Keček feministka. Jaz pa kot izstopa, ne, ni. In potem debelo gledajo, ker so mislili, da sem jaz označil Katarino Keček za feministko. Ona je ideološka vojakinja,
ki tam dela za svoje, za leve, bila je izbrisana pa tako naprej, sovraži desnico, SDS, ampak feministka pa ona ni, zato ker njena seksualnost je takšna, kakršna je. Kakšna je, pa to pejte podcast Iztoka Gartnerja poslušati, ki jo je imel z njo, kaj je tam govorila. Skratka, demokracija je en nateg. Mi ne moramo imeti demokracije, ker je volilno telo glupo, ker se odloča na podlagi nekih nezavednih dogajanj, do katerih zavest nima dostopa. In to je vedel že Platon. Že Platon je vedel, da je demokracija v bistvu na neki točki absurdna. Vse so imeli demokratično volilno pravico moški samo, ne? Ženske, otroci, barbari, ljudje brez ljudstva, sužnji, niso imeli volilne pravice. V stari Grčiji so se pa potem pa moški odločali, kako si bodo organizirali življenje v polisu, v neki državi, skozi zakone in ustavo. Platon je to v svojem delu Država opisal. Ampak je govoril, da demokracija ni ok. Če je Hitler zmagal s 80% večino na demokratičnih volitvah, pa kakšen psihopat je bil. Mi bi morali imeti svet modrecev, ne, če bi bilo po moje, pa teoretsko korektno. Tako pa imamo te nezavedne procese, ki nas obvladujejo, mi smo dvakratni slepci, sploh ne vemo nič o sebi, imamo pa iluzijo, da nekaj vemo o sebi. Lari fari, mi nič ne vemo o sebi. Zdaj pa, če se na tak način lotimo razumevanja volitev pa politike, se bomo ukvarjali z glupostjo volilnega telesa, ne pa s programi tega ali onega politika oziroma politične stranke. Pa ta je bil slab, ta njegov program je GPT spesnil ali pa spisal šele 17. marca, tik pred volilnim molkom, govorim za Gibanje Svoboda. Nebistveno je, kdo je zdaj po osebnostni strukturi Robert Golob, to je bistveno, ne pa njegov program. Človek je tako ranjen, da zaradi te ranjenosti sploh ne bi smel vstopiti v politiko že pred 4 leti, ki je z revanšizmom vstopal v politiko. Ampak njegove osebnostne lastnosti so monarhične. So takšne, da ne upam povedati, kako je Bojan Požar začel svojo knjigo, rekel Robertina, tako 800 strani ali koliko ima. Kaj sem jaz povedal o Robertu Golobu? Ne, on osebnostno ni zrel za politiko. On je do Janše ali pa do desnice tak, kakšen je bil do svoje prve žene, Jane Nemec Golob. Ne, v 4 letih ni noben pridobil Jane Nemec Golob na intervju. Ne, tle ste padli, ne, ker če bi tisto ona povedala, kakšno v resnici Robert Golob je, bi teh 0% tudi prišlo na volitvah ven, ne, ker pa če bi javnost, pa če bi mainstream mediji poročali o osebnostnih lastnostih Roberta Goloba, pa če bila svoboda govora dovoljena, kaj zdaj to pomeni, če nekdo meče ljudi čez ramo, če nekdo evidentno laže, če govori o covidu, da ga je treba reševati z morjem pa soncem, če negira medicinsko stroko, če dela takšne stvari, ki jih je delal Robert Golob. Po drugi strani iste stvari, podobne stvari, samo da ni toliko potičen s tem denarjem, dela tudi Zoran Stevanović. Kjerkoli bo šel z Zoranom Stevanovićem, bo sam sebe za jajce obesil. Tok je neugoden ta tip. Glejte, puckoti so aktualni, prebegi se bojo dogajali iz demokratov, zdaj levo ali desno, ali pa z resnice, ali levo ali desno. Po moje s temi prebegi lahko in Golob in Janša sestavita vlado. Malo bo podvisen od Musarce. Janše videti ne more, z Golobom je pa na smrt skregana. Sem Kučan mi pa lahko šesa navije. Pa mu morala reči, kako bo Kučan rekel. Kaj bi rekel še drugega? Zdaj, da nekateri niso prišli Tanja Fajon. Ja, kje boš to feministično politiko zunanjo? Kje boš ti s tem? Kje raz pa bila? Sploh v parlament ni prišla. Bratuškova je pa prišla. Bratuškova
roma v zapor, če dikcija Vesne Vuković drži o teh milijonih, so nekam romali. Skratka, kaj čem zdaj o teh obroblih strankah, ne? Pirati, to je, Jasmin Feratović, kot bi Trbolah rekel, tisti tam bosanski vzad doma negujete, ali pa na nasipih, ali pa Vodenska, tam so priseljenci. Naši nezavedno ima ta sklep. Meni je tip ful v redu, ful skuliran, ne? Ampak naše nezavedno ga stereotipizira z nekim prišlekom, ki ni Slovenc. Tip je pa ful sposoben. Njihovi programi piratski so ful uporabni, ampak naše nezavedno, se pravi nezavedno volilnega telesa, dela določene stereotipe, dela račune brez krčmarja. Oziroma krčmar je njihovo realno, ki je simbolno strukturirano. Se pravi, Jasmin Feratović je čefur, ki je prišel iz Bosne. Sorry, to ni zdaj žaljiva dikcija, ker res nisem nacionalist. Pa sem ful Trbovlje, recimo, smo oplemeniteni z čefuri, z Bosanci. Moji prijatelji so, bi rekel, Bosanci ali pa Šiptari. Nimam teh predsotkov, ampak naše nezavedno ima drugo kalkulacijo. Na simbolni ravni pomeni, da je Jasmin Feratović sin tistega, ki je z Bosne prišel v rudnik delati. Ali pa v železarjo gor švasa tisto železje, livarno, ko imate gor. Rjavc, to je pa že Mrlič, ki smo mislili, da je umrl, pa evo, lega, je v 100 od mrtvih, pa SP odprl. V resnici je pa že po cipresah tam nekje. Pa ni toliko star, ker je sam 2 let starejši jaz. Ampak to, ki je v penziji, podobno Rupar, je že tudi, mislim, stereotipno se nezavedno pripisuje z unim nepokretnim, neagilnim, senilnim upokojencem, ki ima tisto spodobno minimalno penzijo, pa Matildo čaka. Naši nezavedno tako misli in ne možete tazga voliti. Pa so ful imeli udarno kampanjo. Rjavc je ful sposoben politik. Sorry, da ga jaz tako vidim. Pa tudi Rupar. Zdaj Rupar ima pa tam en greh, tam je bil pa malo v zaporu. Sicer bolj ne bo dokazal, da je bil kriv ali ni bil greh, ni pomembno, ampak nezavedno volilnega telesa ima svoje kalkulacije. Kaj, da mi socialisti, Miha Kordiš, to je pa on, sosedov fant, punkert, ki je foter nekam zgasnil, mama je pa vsa zapita, pa zanemarjena, on je pa tam anarhist. Pri Kordišu sicer ni tako, ne. Čeprav poznam zdaj malo fotra, pa poznam njegovo družinsko zgodbo, ampak govorim, kako naše nezavedno išče, kater simbolni lik iz otroštva bi oživel, nezavedno mora oživeti nek simbolni lik in potem bi se recimo Miha Kordiš prijel v volilno telo. Se je prijel tam 300 volivcem njegovim, ki so ga mogoče videli kot nekega obetajočega gobezdača. Ne, anarhista. Taki kot je Kordiš, pa tudi Mesec, morajo biti v parlamentu s 4%. Feratović bi moral biti v parlamentu, zato ker ima neke zdrave nazore, ki krotijo ta, rekel, moderni kapitalizem. Pa katerega ni predstavnik Janez Janša, pač pa Robert Golob. To, da je Golob s temi vsemi milijoni, ki jih skrbno skriva tam nekje v tujini ali kje že, pa to ne sodi na levo stran. To ne more biti glas levice pa delavstva. Čeprav zdaj delavstva sploh ni. Zdaj, to marksistično pojmovanje delavskega razreda je stvar preteklosti. Kaj ne rečem? Anže Logar sem povedal. Eva Irgl, Katuna, deklica tam pridna, luškana, sploh ne ve, zakaj se gre. Tam pomaga onemu fantu ali pa onemu stricu neki vrečke nositi. Naše nezavedno tako misli. Pa je bila ful dobra poslanka Janše, pa potem mu je obrnila hrbet. Anže Logar je svojemu očetu obrnil hrbet in volilno telo ga je nagradilo tako, da ni prišel v parlament. Podobno Eva Irgl. Skrati, naši nezavedno ima svoje kalkulacije in politična analitika bi se morala vrteti okrog tega, kaj misli nezavedno našega volilnega telesa. Pa bi ga bilo treba
grupirati, ne, se pravi neko taksonomsko analizo volilnega telesa bi bilo treba delati, ne pa da se analizirajo politiki, njihovi programi, pa so dobri v nastopih ali niso. Mi imamo opravka z glupim volilnim telesom in nezavedno volilnega telesa voli, se odloča. In zato ob podpori medijev, pristranskih mainstream medijev, se je zgodilo to, kar se je zgodilo, ta absurd, da ena budala, kakršen je Golob, dobi 30%. Veliko bolj koristno za državo bi bilo, če bi Janša sestavil vlado, ali pa mogoče še bolje, kakšen tehnični mandatar. Evo, ko še kaj od Jelinčiča povem, vse sem povedal, da je Stevanović klon od Jelinčiča, Šiška, pa še malo trohe zraven. Evo, to je bilo to. Pridite jutri, breg 12, 369 plays, pa 9. april, Odiseja. 500 ljudi mora napolniti. Aj, čau.